Hirošima, 8:15 zjutraj, 6. avgusta 1945, natanko pred 80 leti. Ena bomba, eno mesto in več kot 70.000 izbrisanih življenj v nekaj sekundah. Do konca leta dvakrat toliko. Svet je videl grozoto in prisegal nikoli več, a danes ta opomin odmeva še glasneje in ga svet vse bolj ignorira. Jedrsko orožje ni več le tiha grožnja. V Ukrajini Rusija odkrito maha z jedrsko grožnjo in skupaj z ZDA in Kitajsko širi in modernizira svoj arzenal. Severna Koreja vztrajno izstreljuje rakete, Indija in Pakistan ostajata nestabilna in Izrael, dolgo znan kot neuradna jedrska sila, je v vse večji konfrontaciji z Iranom, kjer napadi na jedrske objekte, kot je Fordo, grozijo širšo vojno. Še nevarneje, jedrsko orožje znova razmišljajo pridobiti tudi države, ki o tem doslej niso resno razmišljali. Poljski voditelji pravijo, da je čas za pogovor o lastni bombi. V Nemčiji vplivni glasovi pravijo enako. Tudi Južna Koreja in Japonska o tem ne molčita več. Jedrski tabu po hladni vojni razpada. Še huje, spreminja se sama doktrina. Jedrsko orožje ni več razumljeno le kot odvračanje. V določenih strateških krogih o njem se govori kot uporabnem orožju za omejene udare, taktične scenarije, stopnjevanje na bojišču. Nismo le bliže jedrski vojni, bliže smo temu, da jo začnemo sprejemati. Hirošima ne sme ostati le zgodovinska bomba, mora biti globalna rdeča črta. Kajti, ko bo prva bomba znova padla, morda ne bo več časa reči nikoli več.